smo veseli, da si z nami. Dajmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, Na svet za boljši svet. s pravljico v ušesih, gremo na potek. Živjo! Hello! Šinare! Dobar dan. Lepo pozdravljene male in velike novinarke, pisateljice, zdravnice in lepo pozdravljeni mali in veliki čistilci, gostarji in gasilci in... Je kdo rekel gasilci? Wow, maršal iz tačk na patrulji, pozdravljen. Kaj pa ti tukaj? Slišal sem, da je nekdo omenil gasilce. To sem tudi jaz. Au! Au! Ti s svojimi prijatelji pogosto priskočiš na pomoč, kaj ne? Jap, včasih pohitimo na kraj nesreče, kjer Chase po policijsko preveri okoliščine dogodka in včasih nas tja popelje Sky v svojem helikopterju. Tudi jaz bi se rada kdaj peljala v helikopterju. Jaz pa bi helikopter še raje vozil. Lahko prosim Sky, če vaju zapelje? Lahko pa se vpišete v šolo in postanete voznica in voznik helikopterja. Ja, temu poklicu se v bistvu reče pilot oziroma pilotka. Tako je, in tema današnje oddaje so prav poklici. A veste, da sem si jaz, ko sem bil majhen, želel postati pilot? Kaj pa ti, Jošt? Kaj si želel postati? Jaz sem želel postati vrtnar. Sicer se za ta poklic nisem izučil v vrtnarski šoli. Me pa rastline zelo veselijo in se z njimi ukvarjam v prostem času. Kar doma, v stanovanju. Kaj pa ti, Teja? Kaj si ti želela postati? Marsikaj. Danes sem pravljičarka, učiteljica, klovnesa in še kaj. V prostem času sem tudi mizarka. Na vrtu imam mizo, pult in kotiček za ljubčkanje pod češnjo in vse to sem naredila sama, iz starih palet in s cirkularko. Čudovito je, če znaš kaj ustvariti sam ali sama. Jaz sem želela postati pesnica in želja se mi je uresničila, ker ustvarjam poezijo. Pod češnjo je fest, se udoben usest, če pa kdo ti je všeč, tudi kušvane ni odveč. Super, Tanja. Tudi jaz sem v bistvu želel postati marsikaj, tako kot Teja. Naprimer športni komentator ali pa režiser. Ja, tudi jaz sem imel še kakšen poklic na rezervi. Naprimer igralec. Mislim, da nas je malo takih, ki smo že kot zelo majhni vedeli, kaj želimo postati, ko odrastemo. In veš, kaj je najlepše? Da lahko že zdaj poskusiš veliko reči, spoznaš veliko poklicev in tako raziskuješ, v čem najbolj uživaš. Za različne poklice potrebuješ različna znanja in super je, da odkrivaš, kaj ti gre dobro od rok. Marsikdo opravlja nek poklic, poleg tega pa ga ali jo veseli še kaj drugega, s čimer se ukvarja v prostem času za koniček. Tako kot Jošt, ki je sicer učitelj, doma pa se ukvarja z rastlinami. Zato kar pogumno in odločno raziskuj. Morda že ob naslednjem poslušanju te oddaje spoznaš kakšen nov poklic in dobiš navdih. In saj veš, preden začnemo, poskrbi, da te nič ne bo zmotilo, Da si udobno nameščen ali nameščena. In dobro pobožaj svoja ušesa, da ti ne bo ušel noben šum. Najprej prisluhnimo novicam. Drage ptice, o čem se govori po svetu? novice. Lepo pozdravljeni v novicah. Urana Julijana, beseda je tvoja. Posluš, ne? Vsako soboto grem na tržnico in kupim solato. A veš, hodim k eni zelo prijazni branjevki, ki mi vedno svetuje in proda najboljše, kar pridela. Zadnjič je imela moja sestrična Diana, rojstni dan. Ona je taka bolj fina vrana in sem ji kupila rože. Prav tam, na tržnici jih je prodajala ena mlada vrtnarka. A veš, kako imenitne šopke dela? Izjemni so.
Ta je pa res od hudiča. Potem sem se pa ustavila še v trafiki, da sem si kupila časopis, ker rada preberem, kaj dobrega so novinarji in novinarke napisali in kakšne fotografije so posneli fotografi in fotografinje in kako so oblikovalci in oblikovalke časopis oblikovali, ne? Veš, koliko rok in možganov je za vsako rečjo, ki nam pride pod oči ali pod roke ali peruti ali karkoli že imate? Koliko različnih poklicev? Se opravičujem, ker motim, Urana Julijana. Zelo lepo, da si šla na izlet na tržnico, ampak morda naše poslušalke in poslušalce zanima še kakšna novica. Kaj si kaj zanimivega prebrala v časopisu? No, ja, saj res. Tole se je zgodilo. Nekateri ljudje si želijo spremeniti pravila tako, da bodo lahko gradili tik ob rekah in ob jezerih in ob morju. Drugi ljudje pa so se organizirali in zbirajo podpise, da pokažejo, da jim to ni všeč in da si želijo ohraniti obrežja in obale takšne, kot so. Tudi meni se to zdi pomembno. Tudi zato, da bodo moji prijatelji labodi še naprej čofotali v naravi, ne pa na terasah kavarn. Hvala lepa, Urana Julijana. Kakšno bo pa kaj vreme, Galeb Golobič? Pozdravljeni, hvala za besedo. Po rekordno mrzlem aprilu nas je pričakal malce, a ne preveč toplejši maj. In veliko sprehajalcev ter sprehajalk je svojo toplejšo garderobo že zamenjalo s kratkimi hlačami ali krili. Jaz imam sicer v svoji garderobi samo 2 kril, tisti 2, s katerima letim. A vendar lahko vreme v maju tudi preseneti. Ponekod je pozeba poškodovala sadne cvetove, kar bo zagotovo vplivalo na število jabolk, hrušk in češenj v sadovnjakih. S tem pa vreme vpliva tudi na poklice, povezane s sočnimi plodovi, na sadjarje in sadjarke, trgovce in trgovke in mnoge druge. Med 12. in 15. majem so se sicer zvrstili 4 zanimivi vremenski dnevi. Najprej so nas obiskali 3 ledeni možje, Pankraci, Servaci in Bonifaci. In na koncu še mokra ali poscana Zofka. Vsi ponavadi prinašajo hlad in dež in letos ni bilo nič drugače. Kdor je brez dežnika hodil ali letal naokoli, je imel mokro perje, ali pa kožo. A ne skrbite, to je dober znak, saj to pomeni, da bo poletje lepo. Besedo vračam nazaj v studio. Hvala, Galeb Golobič. Pa pokukajmo še v svet podjetij, obrtnikov in obrtnic in gospodarstva. Ptič Firič, kaj je novega? Živjo! Gospodarstvo! Gostinske terase se zopet polnijo z dobrotami. Kuharji in kuharice so zavihali svoje rokave. Končno bomo tudi ptice gurmanke prišle na svoj račun. Tople štručke, bruskete, robovi od pice in slastne penice. Kmetijstvo. Traktori in kosilnice že brnijo. Kmetovalci in kmetovalke se te dni ukvarjajo s svojimi velikimi njivami, na katerih bo zrastel krompir, pšenica, koruza ali kak drug pridelek. Visoko travo naokoli kosijo, sušijo in jo kasneje shranjujejo kot krmo za živino. Čez poletje jih čaka še ogromno dela. Čebelarstvo. Čebelari in čebelarke se veselijo cvetočih dreves in cvetlic. Čebele delavke namreč pridno nabirajo nektar. Kot kaže, ga bodo nabrale kar precej. Čebelari in čebelarke bodo kasneje iztočili med. Na hladen dan si boš lahko tako privoščil čaj z medom. Danes je dan topel, zato zaključujem javljanje in grem do svojega najljubšega sladoledarja. Adijo! Stračatelo in modro nebo, prosim. Hvala vsem! To so bile novice.
Ej, a veš, kaj je rekel Branko Čopič? Cel življenje se učiš, ne samo iz knjig, iz življenja. Wow! Ej, Tanja, kdo pa v bistvu sploh je Branko Čopič? Branko Čopič je bil pisatelj in pesnik. A misliš, da je bil tudi slikar? Aha, a zato, ker se piše Čopič? Mogoče pa res. Saj je kar nekaj priimkov nastalo iz poklica, ki so ga upravljali člani neke družine. Menda je bilo tako tudi v družini Ivana Cankarja. Njegov oče Jože je bil namreč krojač. In priimek Cankar naj bi nastal iz besede zanka, s katerimi se je kot krojač ves čas srečeval. Wow, kako zanimivo! Saj res, jaz imam prijateljico, ki se piše Kovač. Nekateri pa se pišejo mlinar ali dacar. Dacarji se ukvarjajo z denarjem in z davki. Pa zidar, žagar in tudi kmet, ki je zelo pomemben poklic. Brez kmetov bi 1, 2, 3 ostali brez hrane. Nekateri pa so še bolj posebni, recimo škof ali kralj. Redko kdo je bil sicer po poklicu kralj, a kot priimek se je pa vendarle obdržal. Nekateri priimki pa izhajajo iz starinskih besed, ki jih danes ne uporabljamo več. Naši dedki in babice pa so jih pogosto uporabljali. Taka beseda je na primer šuštar. Kaj pa pomeni šuštar? Naj ti pomagam z uganko. Vezalke vstavi, zalepi podplate, hitro skuje ti en par, popravi škornje in copate, po poklicu je... Čevljar! Zato se čevljarskemu mostu v Ljubljani reče tudi šuštarski most. Tako je, pa še ena za naše poslušalke in poslušalce. Lignji, skuše in sardele so se mu v mrežo ujele. Na barki dolge ure preživi, ni ga strah sonca, ne morske soli. Jaz že vem, pa ti? Sicer pa bomo rešitve ugank objavili na svoji Facebook strani. Še jaz imam eno. Župca, biftek in omaka. Kaj nas danes v loncu čaka? Reže, meša in seklja, na sladico pocrklja. To bi lahko bila tudi jaz, ker tako rada pripravljam hrano. A brez skrbi, tudi rešitev te uganke bomo objavili. Wow, koliko novega! Odslej bom bolj pozorna na priimke, pa tudi na poklice seveda. Se že veselim naslednjega učnega kotička. Se slišimo! Čao! Za boljši svet. Ej, a mi lahko prosim pomagaš pobrisati posodo? Ne da se mi. Daj no, prosim. Nočem, hišna opravila so dolgočasna. A res ko misliš? Kaj pa, če jih spremeniva v igro? Kako? Ko pospravljaš, si lahko predstavljaš, da v bistvu opravljaš zanimiv poklic. Na, primi krpo in posodo. Držim. Zdaj nisi nekdo, ki briše posodo, ampak delaš v starinarnici in krožnik, ki ga brišeš, je v resnici zelo stara gramofonska plošča. Wow, potem moram biti pa zelo previden. Mi gre dobro? Odlično! Ko pobrišeš ploščo, greš lahko pripraviti mizo. A ta miza je postavljena v zelo zanimivi restavraciji in tam si natakar. In pribor in krožnike lahko postaviš, kakor si sam želiš. Pa prtičke bom zložil v labode, ker smo restavracija na Bledu. Lahko. Jaz bom medtem odnesel smeti, ker sem si kot majhen vedno želel biti vrhunski smetar. A res? Res. To je zelo pomemben poklic. Si predstavljaš, koliko smeti bi ležalo naokrog, če jih ne bi odpeljali tovornjaki? Fuj,
Ko prideš nazaj, pa lahko še posesava stanovanje in si predstavljava, da sva izganjalca duhov. Prav, lahko še zlikava kakšno rjuho in si predstavljava, da je duh. A ni likanje samo za punce? Ah, nikakor. Tudi fantje likamo in punce popravljajo motorje. Lotiš se lahko česarkoli, kar te zanima. Mene zdaj zanimajo hišna opravila. Od zdaj naprej ti bom raje pomagal. Če se ti zdi zabavno, kako sta se Dara in Luka lotila hišnih opravil, lahko doma pomagaš tudi ti. Zagotavljamo ti, da se boš dobro počutil ali počutila. In ker se bo pospravljanja, pomivanja in drugih opravil lotilo več ljudi v vašem gospodinjstvu, boste hitrejši in kar naenkrat boste imeli več časa za igranje. Juhu! Pravljica. Današnjo pravljico Od koci kruhek je napisal slovenski avtor Tomaž Lapajne Dekleva. Hvala Tomažu za super duper pravljico, v kateri se bomo naučili, koliko različnih poklicev potrebujemo, da lahko vsak dan jemo kruh. Ana se je na vrtu pred hišo igrala ristanc. Iz hiše je prišel oče, jo resno pogledal in ni, medtem ko je odhajal, naročal. Ana, v službo grem. Glej, da bo vse v redu, ko me ne bo. Če boš lačna, si najdi kaj v kuhinji. Ana se je še nekaj časa igrala, potem pa je postala strašansko lačna. Odhitela je v kuhinjo in iskala kaj za podzob. V košari, kjer je bil ponavadi kruh, je našla majhno žemljico. Zagrizla je vanjo in... Joj! Skoraj bi si zlomila zob. V žemljici je bilo nekaj trdega. S prsti je pobrskala po beli sredici, da bi ugotovila, kaj je. Ven je potegnila bleščeč zlat prstan. Čigav je? Gotovo ga je kdo izgubil. Ampak kdo bi to lahko bil? Oče je to žemljo kupil v trgovini. Mogoče je prstan izgubil trgovec, ki ta kruh prodaja. Odšla je v trgovino. Bila je polna pisanih stvari. Bombonov, suhega sadja, pisanih lizik, igrač. Dober dan, punčka. Kaj boš kupila? Čokolado, Dober dan. sladoled, testenine, Ničesar ne bi kupila. kumarice, kocke, čips, barvice. Ne, ničesar ne bi kupila. Ničesar ne boš kupila? O, če ne boš ničesar kupila, potem pa kar ven iz trgovine. Kaj se to pravi? Prideš v trgovino in govoriš, da ne boš ničesar kupila. Kar ven, kar ven! No, samo nekaj bi vprašala. Sprašuj kje drugje. To je trgovina in tu se kupuje, ne pa sprašuje. Toda Ana se ni pustila odgnati. Ste vi morda izgubili zlati prstan, ki sem ga našla v žemljici? Ko bi le bil moj, drago bi ga lahko prodal. Mogoče ga je izgubil pek, ki je spekel to žemljico. Ana je odšla v pekarno, kjer je bilo zelo vroče. Pek je v veliki peči pekel kruh, žemlje, preste in makovke. Dišalo je po toplem, svežem kruhu. Ana je sedla in opazovala peka, kako dela kruh. Ko je končal, je rekla: Čudovito! Zdaj znam tudi sama speči kruh. Imeti moram moko, sol in kvas. In vse to moram zmešati z vodo. Malo počakati, da testo vzhaja in ga potem speči. Pa je! Potem pa se je spomnila, zakaj je pravzaprav prišla k peku. Ste vi morda izgubili zlati prstan? Ne, nisem ga izgubil. Jaz sploh ne nosim prstanov. Testo bi se mi nabiralo za njimi, če bi jih imel. Mogoče je prstan že bil v moki. Morda ga je izgubil mlinar, ki melje moko. Mogoče je pa res že bil v moki.
Ana je poskočila in se odpravila k mlinarju. V mlinu pa je zelo ropotalo. Mlinski kamni so glasno mleli pšenico v moko in bilo je zelo hrupno. Je ta prstan vaš? Je ta prstan vaš? Nobenega prstana nisem izgubil. Morda pa je bil prstan že v pšenici, pa ga mlinski kamni niso zmleli in je prišel cel v moko. Pojdi še k kmetu, on mi prinaša pšenico. Ana je odhitela k kmetu. Kmet je ravno sejal pšenico, ko je Ana prišla k njemu in mu pokazala prstan. O, hvala, ta prstan sem izgubil, ko sem žel pšenico. Iskal sem ga po vsej njivi, pa ga nisem našel. Najbrž je bil skrit v zrnju in sem ga, ne da bi to vedel, odpeljal k mlinarju. Ani je v zahvalo dal veliko vrečo pšenice. Hvala, že vem, kaj bom naredila z njo. Pšenico je odnesla k mlinarju, da jo je v mlinu zmlel v moko. Z moko je odšla k peku in peki je spekel slasten hlebec kruha. Ana je hlebec prinesla domov, kjer jo je pred hišo že čakal obupan oče. Zelo ga je skrbelo, saj Ane ni bilo doma, ko je prišel iz službe. Ko jo je zagledal, se je zelo razveselil. Ana je očetu začela pripovedovati o prstanu, kmetu, mlinarju, peku in trgovcu, ob tem pa sta skupaj jedla svež, dišeč in še topel kruh. Najbolj ponosna pa sem, da znam zdaj sama narediti kruh. Jutri ti ga ne bo treba kupiti v trgovini, saj ga bom spekla sama. Morda lahko to storiš tudi ti. Recept najdeš v slikanici Od kod si kruhek ali pa v kakšni kuharski knjigi. Pa srečno! Vic meseca! Pozdravljeni! Tokrat nam je vic meseca povedala Erin iz Ljubljane. Hvala, Erin! Vic govori o nagajivem zajčku, ki je nekega dne vstopil skozi vrata pekarne. Pride en dan v pekarno in vpraša: prodajalko, imate 300 belih žemljic? In prodajalka reče: nimamo. Pa prije naslednji dan pa vpraša zajček: imate 300 belih žemljic? Nimamo. In tako se 5 dni ponavlja. In se prodajalka enkrat odloči, da bo le spekla 300 belih žemljic. In pride zajček v pekarno in vpraša: imate 300 belih žemljic? Mamo, težko jih boste prodali. Hej, poznaš kak dober vic? Posnemi se, kako ga poveš in nam posnetek pošlji na oro.oddaja@gmail.com. In mogoče bo prav tvoj vic naslednji vic meseca. Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau! Auf Wiedersehen. Hej do! Zajčen! Naslišanje! Teja, veš kaj? Ti moram kar priznati. Tvoj vrt sredi Ljubljane je veliko lepši kot moj v stanovanju. Jošt, veš, kdaj je ta vrt najlepši? Ko si v njem tudi ti. In ti tudi, Juš, in ti, Tanja. Hvala, da si nas povabila, Teja. In hvala Sky in Marshallu za prevoz v helikopterju. In hvala, da lahko končno postanem ljubiteljski mizar. Poglejte, prinesel sem žeblje. Jaz pa kladivo. In jaz lepilo. Še stare palete lahko uporabimo in tako naredimo najlepšo in največjo visoko gredo. In se potem prelevimo v vrtnarke in vrtnarje. Ja, in potem povabimo prijatelje na največjo, najbolj svežo in vitaminov polno solato. Moja prijateljica Julija je poslala eno prigodo s poslušanja naše oddaje. Takole pravi: Vrana Svetlana in Vrana Marjana so prav moje najljubše. Ful mi je bila všeč ta epizoda o naravi, koliko ste lepo razložili, kaj je sejanje in kaj sajenje. Sva poslušali skupaj z mami in tam, ko smo ugibali pregovore, je bila mami tako: to pa ne vem, kaj je. In pol so rekli: to vas opeče, in sva se obe zadrli: koprive!
O, kako lepo! Veseli smo takih lepih odzivov. Hvala. Če želiš tudi ti poslati kakšen pozdrav, nam piši na uro.oddaja@gmail.com. Najdeš nas na Anchorju, Spotifyju, Google Play, Apple Podcasts, Facebooku in na YouTubu. No, dajmo že kaj žagat, ne samo govoriti. Evo Jošt, pazi, deske prihajajo. Super, žaga pripravljena. A imaš meter? Tega imam pa jaz, že merim. Ampak čisto tako mimo grede. Je že kdo ugotovil, kaj pomeni oro? Pa Ojoj, no! Visoka greda čaka.